Applove tablice se iz leta v leto bolj malo spreminjajo, zato je morda iPad Air še najbolj opazna novost doslej. V primerjavi z iPadom 2, ki je še vedno v prodaji, je novi Air bistveno manjši oziroma ožji in tudi tanjši, čeprav je zaslon enako velik. Tudi v roki je razlika očitna, saj je novinec precej lažji, hujšanje pa se na srečo ni poznalo pri trajanju baterije, ki še vedno lahko zdrži tudi 10 ur uporabe. Toda Apple ponuja še eno tablico, ki je še manjša in lažja od Aira in zato tudi prijetnejše za držanje v eni roki. Ker pa ima novi iPad mini zaslon z enako visoko razločljivostjo kot iPad Air, je na njem povsem enako vsebine kot na večjem, za koga še vedno edinem pravem iPadu. Razlika je samo v tem, da je na drugem ta vsebina pač nekoliko večja. iPad Air zato priporočamo predvsem tistim, ki malo slabše vidijo in ki bodo tablico pretežno uporabljali doma. Drobovje obeh novih modelov je enako, vključno 64-bitnim procesorjem. Obe tablici delujeta hitro in tekoče in težko najdemo kakšno opravilo, ki bi jima povzročalo težave. Tudi grafično zahtevne igre kljub visoki razločljivosti tečejo lepo, se pa občasno vse skupaj malo zatakne. Morda bo z optimizacijo za 64 bitov malo bolje. Platforma iOS ima še vedno največjo ponudbo vsebin. Naročiti se je mogoče na kopico revij, ki so večinoma tudi kar lepo prilagojene iPadovemu zaslonu. Tudi pri aplikacijah je izbira bolj pestra in predvsem bolj prilagojena tablicam kot na sistemih Android ali Windows. Apple po novem brezplačno prilaga tudi kopico svojih programov, med njimi aplikacijo za urejanje fotografij iPhoto, pa aplikacija za urejanje prezentacij, preglednic in tako naprej. S tem je iPad še bolj konkurenčen malim prenosnikom. Če imate tablici kakšno pomanjkljivost, poleg cene in dokaj zaprte Applove platforme, je to razmerje stranic zaslona za gledanje filmov, kar se odlično obnese pri branju revij, pri filmih zgoraj in spodaj pusti ogromno črnega roba, ali pa je slika zelo obrezana, če jo razširimo na celoten zaslon. Vseeno pa sta iPad Air in iPad mini trenutno v vrhu tablične ponudbe in ni pravega razloga, da jo ne bi imeli na nakupovalnem seznamu. Za delo Infoteh sem jo ocenil Matjaž.